Rinspeed je tista znamka, ki v Ženevo vsako leto znova in znova, in to brez izjeme, vedno pripelje kakšen zanimiv, inovativen in pravzaprav po domače rečen odbit koncept. Ne sam spomnim, kaj so počeli v preteklosti. Lani, recimo, so predstavili počitniško navdahnjeno studio Bamboo. Leto predtem Urban Commuterja, majhen električen avtomobil z joystickom namesto volana, leta 2009 pa eko-športnika iChange s prilagodljivo velikostjo potniške kabine. Hec je, da sem ravno kar naštel še, kolikor toliko normalne njihove stvaritve. Leta 2008 so namreč presenetili z dvoživko. Lotusom, ki je znal iti tudi pod vodo, še nekaj let predtem pa so vzeli sapo s konceptom Splash, s katerim so se odpeljali iz Anglije v Francijo. Po vodi. No, tudi letos so predstavili nekaj dovolj posebnega, da se po stopnji zanimivosti ločijo od vseh ostalih v Ženevi. Ampak njihov koncept je tako prizemljen, da bi enkrat od tega lahko koristili predvsem tisti, ki živijo ali pa delajo v mestih. Koncept temelji na osnovi električnega smarta, modularna zasnova pa bi lahko bila prilagojena marsikateremu mikromestnemu avtomobilu, saj omogoča dodajanje ali odstranjevanje dodatne tretje osi. Po potrebi pač. In kako deluje? Primer, živite v mestu in vsak dan potrebujete le prevoz na delo ali pa domov. Dodatne osi za to ne potrebujete, ampak dovolj prostora za nadopust pa vendarle ni. Ni problema. Priklopite lahko dodatno os oziroma priključljivi tovorni del, ki pa je lahko popolnoma prilagojen uporabniku. Lahko bi denimo služil kot avto za dostavljanje pic, v tem primeru pa gre očitno za disko dodatek, ki bi ga z lahkoto uporabljal lahko tudi David Guetta. No in tale ritka, ki ni daljša od metra in tehta okrog 130 kg, pa lahko služi tudi le kot podaljševalnik dosega. Pri Rinspeedu namreč pravijo, da lahko vanj vgradijo ali motor z notranjim izgorevanjem ali pa dodatno baterijo. Zanimiva stvar tale Dock & Go, kaj bi šele bilo, če bi šel lahko po vodi.